To so posledice napada na kobili pred 2 mesecema, ki sta skupaj z drugimi živalmi že več let domovali znotraj naravnega rezervata Škocjanski zatok, a pri tem se ni ustavilo. Dejstvo je, da sta se zgodila še na 2 dogodka po tistem. Eno orodje so nam požagali. Neznanec pa je krvave ograde prebarval z rumeno barvo. Če se ti stalno nekaj dogaja, ni ravno lepo in v redu. Mi smo v teh dogodkih tudi obvestili policijo. Na policijski upravi Koper so nam potrdili prijavo, s preiskavo pa so tudi v drugo identificirali osumljenca in primer predali tožilstvu. Po naših podatkih gre za isto osebo, ki je pred 2 mesecema napadla konje. Šlo naj bi za mlajšega moškega s hujšimi duševnimi težavami, ki ga občasno še vedno videvajo v rezervatu. Pri vsej stvari se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da se tako nevarna oseba še vedno sprehaja na prostosti. Na koperskem tožilstvu pravijo, da zakonodaja pri konkretnem kaznivem dejanju ne dopušča odreditve pripora. Razlog, zagrožena višina kazni, ne dosega tiste višine, ki je za odreditev pripora zahtevana. Medtem ko se oseba, ki je zagrešila zavrženo dejanje, prosto sprehaja na prostosti, v zatoku z dokaj mešanimi občutki pripravljajo vse potrebno za povratek kobil, ki naj bi v park prišli prihodnji teden. Nismo neki varnostniki in tudi ne moremo biti v končni fazi en represivni organ in si tega tudi ne želimo. Za konec se sprašujemo, kdaj bodo pristojni organi poskrbeli, da bo okolje vajeno spokojnosti in miru končno lahko zaživelo običajen življenjski ritem.